V Splošni knjižnici Slovenske Konjice je v sredo 12. marca potekal že 5. leto zapored pravljični večer za odrasle v organizaciji Mariborske knjižnice in v sodelovanju s knjižnicami iz partnerskih mest. Knjižničarji in knjižničarke so prišli iz 5 gostujočih knjižnic: iz Mariborske knjižnice Agica Kovše in Robert Kereži, iz knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica Mojca Plaznik, Liljana Klemenčič iz knjižnice Ivana Potrča Ptuj, iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota Vesna Radovanovič, Darinka Čobec iz knjižnice Lenart in Marko Bezenšek iz gostiteljske knjižnice Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Agica, tako kot je že povedala knjižničarka. Prihajam iz Mariborske knjižnice. Na Slovenske Konjice imam pa zelo lepe spomine. Otroštvo sem preživljala med zrečami in meditanjem pri starem mami in starem ateju. Učila sem me pohovorsko, ne vede in ne hode. Zato bom danes povedala kar nekaj po domače. Mogoče samo to še povem, da ko sem odhajala iz počitnic nazaj v Maribor, sem se običajno z avtobusom pripeljala v Konjice. Avtobus iz Reče vozil v Konjice. Tu sem presedala na avtobus za Maribor. In sem točila grenke solze. Vsako leto znova. To leto je zelo dolgo trajalo, da sem spet prišla nazaj. Torej, nekaj po domače, po pohorsko. Zdaj povedala vam bom o totih lepih bajlih ženskah, o vilah, pa onih drugih, pa je že Marko nekaj pravo o cotrovcah. Nata barvo o vilah. Je stare ata tak rad pravo je rekel: Agica, a veš, da sem povedal, take lajke so bile. Take bajle oblajke so bile oblajčene, pa take bajle tekle so bile na glave. Pa dakle nad pokolki so šle, kak se pa prišle do duše, so pa kar zgajnale. Zastopiti. So bile vode res lajpe. So bile tak lajpe, da se bile kateri pep kar zelo obkjer. Po seveda je bilo pa hrbto, katero da bi se ožine, to pa ne šlo. Se pa bolj spomnili pri tržnari. Zdaj tržnari so, pravi rajs, so moja žlaka. Se bojde pri tržnari zgodilo, da se je najtamnejši pep zelo povjeno. Je bila bolj tak lajpa, take dolge losje imela, pa tako debelo, kaj to spletene. Je pa zveča hodila temu v pojstvo. Sta kup ležala, a seveda ste se lovšno mila. Zdaj, stara tržnarca je bila pa radovedna. Je pa hodila tam pred štrbico, sam pa te, polkor prebralta pa vedi, kak tista kajta ležej, da te nad potlajke. Pa pravi, sam tudi krajte bom dvegnala, pa nad pojstvo je bom postela. Pa kak je tam naprej? Kak je tisto? Kaj to dala dola nad pojstvo? Se je pozgodilo, da je tudi vihla zgledala. Ne so več vrli. Tjed je bil pol bojde tak scogran, da še dolgo me prišel k sebi. Zdaj na kraju so mili ovce. Sam naj bilo vile na toti ovce. Je bila ena čist navodna pohojka. Je pa bila bojde kuj šojkana. Zdaj, vile so hodile metam, pa so narode pomagale. So prišle z modlec, so pomagale na sjat, pol so prišle politi, so pomagale požet, jesen so pomagale grške, jobke, čiške, pa kako pobirali. So prišle pa druč po zemi, te, da so jim pa tudi dobro postradili. So sedle gor na krošno pajč, je pa gospodarja prinesla pa vile klep krovha, ga je pa tak lajpo narajzala, so se pa tudi najedle. Ajnke pa predajo sred zrne. Pa kmeti pravijo, da zdaj bi bilo pa dobro bob na seno. Ko boš snajki bil tak visok, pa debelo skorja, pa gor po vaki. Ko boš pa bob na seno. Ali kmet je vajda, da je dobro falka. Pa gre na Ivo, na tista Iva je bila pa taka brajžna. Je pa začel ti zbob metal, zdaj pa Iva, seveda pa brajžna, vod je neslo takte nad pravloši, nad boljši so pa vile stole, pa ti zbog povirali. Teda da je bilo na polni čas. Koliko prejde z modle, vse je že bilo zeljeno, a tudi Iva, tu še pa ni na polni čas. Pa čoka, koliko vole natreže, pa nis mislilo, da je bo zdaj prevoril tudi Ivo.
Prejdete s totimi volami, te pa vejte, kako se je zeljeno začelo gor postavljati. Ali tisto lito je boj, da bil tak pamno tudi v boba, da so ga dva namili pamno, pa sosedom so ga dali, pa cajla žlohta ga je lepo, cajlo jite jedla. Imel sem enkrat čas, da so me poklicali in so rekli, da ti spevaš, ampak pa za pravljico pa nič. No in potem pa, ker smo bili gor na Pokljuki, tam smo delali in sem rekel, ja, bom pa. Pa so mi dali v roko Triglavske pravljice. Na to temo sem naredil eno grafično mapo. Seveda, cela ta grafična mapa je samo ilustracija teh čudovitih zmov. Bodite tako prijazna, pa se sprejmite. Tako da ne bom pokazal. Najlepša hvala. Namen večera je predvsem tradicionalno srečanje, okrepitev sodelovanja med knjižnicami partnerskih mest in zanimivo pripovedovanje pravljic, kar vse prisotne poslušalce kulturno obogati.